Bili so zraven in bodo spet. Nekdanji radijke in radijci v parih. Ona je poročala o univerzi in se potem tam zaposlila. On je bil športni komentator in dopisnik iz Nemčije. Bi vi recimo povedali v sebi, kako bi se predstavili? Oboje je minilo, gospodarska kriza v državi pa se je še poglobila. Veliko preveč si delimo vsak dan žalostnih in težkih zgodb, vendar takšno je naše življenje. Od 9. ure zjutraj je napeto tudi v Mariboru. Pa tudi v državni blagajni ni več toliko denarja, da bi zadostili nenasitne zahteve vseh tistih, ki živijo na račun države. In še na nekaj ne smemo pozabiti. Že tako nas v Evropski uniji slabo poznajo in praviloma zamenjujejo Slovaki, ki jih tokrat na našo srečo ni v Ligi prvakov. Gol! Spoštovani poslušalci, 1-0 v Lyonu, Maribor vodi. Bomo lahko kdaj prebrali vaše spomine? Sanje so se torej uresničile. Vsem poslušalcem hvala za pozornost in nasvidenje. Bodimo skupaj. 80 let Radija Maribor. Ne postavljamo se, ampak želimo dobro jutro našima gostoma. Tako šele začenjamo. In z nama v tem torkovem dopoldnevu, poznem jutru, Vanja Borovac. Vanja, pozdravljena. Pozdravljeni, dobro jutro, lep dan. In Peter Habjanič, Pic. Tako je, lep pozdrav vsem skupaj, poslušalcem in pa vama tukaj v studiu. Sva vesela, da si prispel, k sreči ne stanuješ daleč, ne? Ja, ne vem, kaj je bilo, ampak včeraj sem pozabil si zabeležiti še posebej za dan zjutraj. Recimo ena anekdota, ki bo ostala. Pic pozabil priti na oddajo Bili so zraven. Bomo te malo hecali, Peter. Ja, ampak moram reči, da v teh 40 letih mislim, da nikoli nisem zamudil na oddajo. Še tekme nespregledali ali pa zamudili. Je pa. Takole, zdaj se bomo poskušali malo spomniti. Slišali smo en nabor kratkih izjavic, delčkov iz prenosov tekem, iz intervjujev. Vanja, ti se spomniš, koga si intervjujala? Intervjujala sem zelo veliko ljudi, ker sem zelo oboževala portrete. Tako da sem celo dobila na Valu 202 neko nagrado za to rubriko. Tako da pojma nimam. Ja, dr. Vladimir Bračič je bil to prvi rektor Univerze v Mariboru in sicer je bila oddaja, ta pogovor je bil objavljen 1. decembra 1988. Takrat je namreč gospod prejel posebno listino Univerze v Mariboru ob 70. rojstnem dnevu. Ja, tako je. Ja, profesorja Bračiča sem kar večkrat imela pred mikrofonom. Ustanovitelj Univerze v Mariboru, zelo šarmanten gospod, prijeten sogovornik, razgledan, geograf sicer po izobrazbi, tako da, ja, profesorji Univerze v Mariboru so bili pogosto moje gostje. Tako. In potem je bil delček iz informativne oddaje ob osamosvojitveni vojni, tako junija 91, pa košček smo slišali iz tvojega uvodnika v mariborskem feljtonu, neke oktobrske nedelje je bilo to leta 2010. Pic in tvoj znameniti gol, tako. Sej veš, kdaj se je že zgodil, no? Ja, to je pa zdaj že kar 25 let od tega, se mi zdi, 99. v Lyonu, ko je Maribor prišel prvič v Ligo prvakov. Nepozabno, ja. Tako, 10. avgust je bil tole, ta gol je bil z 10. avgusta? Potem, ja, povratna tekma tu v Mariboru. Tako. Je bila pa Balajič, strelec, predtem pa Šimundža. 2-0, oziroma 2-0 je bilo in Lyon, veliki Lyon, ki je potem prišel redno v Ligo prvakov, je padal. Skratka, to so bili nepozabni časi. Ekipa pod vodstvom Prašnikarja, naš kolega novinar Joži Jagodnik je bil predsednik kluba, nepozabno. In takoj drugi dan zjutraj po tej tekmi so organizirali poseben avionček, leteli smo v Nico na žreb kvalifikacij, 3 dni živeli kot milijonarji. Res odlično je bilo. Sej, recimo, jaz, ki
pokrivam zdaj ta trenutek večji del kulturo, saj je tudi v kulturi adrenalin, ne? Ampak takšna eksplozija, recimo ob nekem dogodku, kot se lahko zgodi na neki nogometni tekmi, takšne eksplozije adrenalina pa enostavno ni. Kako se recimo novinar, reporter počuti, kaj vse se v njem nabere in kako to izleti iz njega? So težki trenutki, ker moraš pa še vedno ohraniti mirnost, treznost, da lahko govoriš. Ne sme se predati popolnoma čustvom, ampak eksplodirati pa moraš. Ne? A ti gre kdaj celo na jok? Oprosti, Kristjan, zdaj me zanimajo te emocije. Ja, ne vem, morda... Od sreče? Od sreče bolj, ja. Glas malo zadrhti in greš v višave. Ne? Mene to zmeraj zanimalo, ali reporterji ta gol vadite glede doma. Kako se zadreti, kako reči gol, ali bo ta pravi, ali ta pretiran, ali bo treniran. Ne da bi vedel, da bi kdaj treniral to, ker ne more to priti isto ven iz tebe, če ni dejansko tega stanja. More biti tekma, more biti gol, more biti gledalci euforični, potem jih pa pomagaš jim, da se še bolj derejo tudi oni. Ne? Tako, potem je ta gol, ta vzklik res radiogeničen, tako rekoč. Je pa res, da sem bil, mislim, da celo med prvimi, če ne prvi na radiju, sploh Valo, kot za Val sem ogromno prenašal, ki sem šel v to skrajnost poudarjanja tega gola po brazilsko. Ne? Da vlečeš gol. Zdaj ne morem, ker ni taka situacija, ampak takrat sem pa, malo me je zaneslo, malo sem namerno to naredil, ne, da je vzdušje boljše, da poslušalci doma to občutijo bolj jasno in takrat tudi ni bilo toliko televizijskih tekem na prenosov. Dobro, ta tekma je bila, ne, ampak verjamem, da so mnogi bili ob radiju pa gledali televizijo. Ne. Se še dobro, da je ta beseda taka, kot je, kratka in z vokalom na sredini, da se jo da potegniti. Ne. Gol, to, recimo tudi v nemščini se da fino potegniti. Ne. Pic, če bi to bil trk, kako bi recimo izrazil navdušenje? Težko, tako. Vanja, ti pa nisi iz Maribora in to ti slišimo po vseh teh letih, kar tu živiš, si delala v medijih, ne? Prej smo takole off the record, izven programa, govorili o tem, kako dominantni je ta gorenjski naglas. Ne? Ja, zelo. Lektorica, ki v tistem času, ko sem jaz prišla na radio, najprej je bila Ida Baš, ki se je ukvarjala z mano, kasneje pa Darja Tasič in sta obidve ugotovili, da melodije goreščine ne moreš cepiti na štajerščino, da v to smer ne gre, obratno gre. Ne? Potem pa sem tudi konec koncev delala skozi na področjih, kjer je bilo treba lepo govoriti. Ali je bilo to radio, ali je bilo to televizija, ali je bilo to univerza, ker sem bila predstavnica za medije. Ne? Tako da preprosto sem ostala Gorenjka in iz tega obdobja imam eno luštno anekdoto, ko mi je hčera tako sredi osnovne šole rekla: mami, kdaj boš pa ti začela po naše? Tako, se to ni nikoli zgodilo. Irena, če se lahko navežem na to. Seveda, izvoli. Lektorstvo in pa jaz sem imel v začetku tudi velike težave zaradi mojega štajerskega naglasa in sem hodil kot Ani Mlakar, legendarni, v Ljubljano na te vaje in se dobro spomnim enega v začetku, ko mi je rekla: no, Habjanič, kdaj se naslednjič vidimo? Jaz sem rekel: v ponedeljek. Je rekla: kdaj se vidimo? Sem rekel: v ponedeljek. In šele tretjič mi je prišlo, ne, da sem rekel: v ponedeljek. Ne. Ampak to je štajerščina, mariborščina. Tako. Vanja, kako pa pravzaprav to, da si se znašla v Mariboru, na radiu Maribor najprej, potem tudi na televiziji? Pravzaprav je to najbrž moja življenjska radovednost. Po srednji šoli sem šla v Anglijo se učiti angleščine. Delala sem v enem kamp centru, kjer je bilo polno mladih študentov iz cele Evrope. Tam sem se sicer zaljubila v enega Portugalca, simpatičnega črnega pomočnika kuharja, ampak iz tistega ni bilo nič.
ker njegov kolega, ki je z njim delal, pa je bil Mariborčan, ne, me je tako spretno učil portugalščino, da se nisem nič naučila. Ne. Tako da sem na koncu iz neke, bi rekla takrat, avanture pri 18 letih je prišlo do tega, da sva skupaj v Ljubljani študirala, sicer vsak svoj študij, in kasneje smo se preselili v Maribor. Ja, lepi začetki in pa lepi spomini najbrž. Ja, vsekakor. Malce bolj pozno smo danes začeli, ampak zato bomo malce kasneje končali. Lahko, ampak absolutno. Vseeno čas do novic, ki moramo malce pokrašati sprašeno glasbo, pa tudi s tistim, kar je treba narediti. V novicah bomo spet malce povabili in izravili, če je že. Boste malce delala? Tako, ker vem, da v pokoju samo počivata, ne, nimata nobenih obveznosti. Seveda, ne samo kavč pa televizija. In ni časa tudi, da prideš na radio. Z Vanjo sva se dogovorili, da ti bo Vanja potem predstavila, kako si izpolnjuješ opomnik, skratka organiziraš življenje. Malo za hec. Bom si zapomnil. Pridemo torej do novic, pa slišimo malce takšne slova tudi v novicah, pa še glasbena želja. Ja, po Vanjini izbiri, tako, Vanja, za rock'n'roll smo se odločili, ne? Ja, absolutno. Stari, dobri rock'n'roll. Ja, sem ljubiteljica Rolling Stonesov in sploh muzike s takšno dinamiko, tako kot sem pač tudi sama živahna, tako imam tudi rada živahno glasbo. Privoščimo se jo. Potem smo v novicah, nadaljujemo še ravno zanimivi zgodb, imamo pripravljeni za vas. Bodimo skupaj. Nekdanji radijke in radijci v parih. 80 let Radija Maribor. 35 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida. Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro. Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo. Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Smo še ena redkih pravih optik. Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal. Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače, tudi večje velikosti, 7,99 €. Pižame, 9,99 €. Modrci, 5,99 €. Brisače in boksarce po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Ste izčrpani, brez energije, vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V optiki Arena izostrimo ti pogled, bolj boš videl, kako od nas na Pohorje je fajn razgled. Optika Arena, očala in leče so naša domena. Optika Arena, vse za oči imamo, mi ni problema. Optika Arena, dobra kvaliteta in ugodna cena. Optika Arena, na Pohorski ulici 21 se vidimo. Draga publika, od 16. do 23. maja naj vas ne skrbijo flance na vrtu, priprava na maturo, naj vas ne skrbijo običajne reči. Od 16. do 23. maja si rezervirajte čas za gledališče. Pridite na 7. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Prestopi. Radijska tribuna. Predlog zakona o psihoterapiji razdvaja. Klinični psihologi in psihiatri mu močno nasprotujejo in pozivajo k njegovemu umiku. Psihoterapeuti in Zveza organizacij pacientov pa zakonski predlog podpirajo. Kakšni so argumenti kritikov in zagovornikov? Kakšen zakon o psihoterapiji potrebujemo? Ali bo skrajšal čakalne vrste in kakšen naj bo, da bodo pacienti pomoč dobili hitreje in pri ustrezno izobraženih strokovnjakih? O tem v torkovi radijski tribuni ob 9:30. Vabljeni k poslušanju. Radijska tribuna. Na Radiju Maribor.
Rolling Stones Can Get No Satisfaction, ura je 9. Radio Maribor, novice. In Teodor Bostič, dobro jutro. Dobro jutro. V državnem zboru po napovedih prav zdaj nadaljujejo sejo, na kateri bodo najprej za zaprtimi vrati obravnavali poročilo o delu parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za lani. Na mizah poslank in poslancev bodo tudi predlogi več zakonov, med drugimi o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas in o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zdravstvene zavarovalnice na družinske člane. Letošnje najvišje nacionalno priznanje za področje arhitekture in urbanizma, Plečnikovo nagrado, je prejel projekt pokopališča Ankaran. Odprli so ga v začetku leta. Kot piše v obrazložitvi, zasnova pokopališča posega neposredno v brežino gozdnega roba in izkušnjo kraje naveže na dojemanje krajine v širšem merilu. Med arhitekturnimi realizacijami sta Plečnikove medalji prejele tudi vrtec Bohinj ter projekt revitalizacije stare Steklarske in Vrazovega trga na Ptuju. V organizaciji Policijske uprave Maribor bo ob 11. tako imenovana Štengijada, športno tekmovanje s humanitarno noto, ko se bodo udeleženci podali po 455 stopnicah oziroma štenkah. Lani so zbrani denar namenili centru Gustava Šiliha, letos ga bodo otrokom Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Boršnarja Dornava, kjer bodo denar porabili za nakup športnih pripomočkov. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so predstavili novo sezono 2025-2026, naslovili so jo Soustvarjamo kulturni jutri. V drami bo program poln kraljev in kraljic, začeli pa ga bodo s koprodukcijo z dubrovniškimi poletnimi igrami Medeja v režiji Martina Kušeja. V operi napovedujejo sezono velikih ženskih likov, začenši z Evito, medtem ko sezono baleta odpira predstava Frida. Kot je dodal direktor SNG Maribor Danilo Roškar, so začeli tudi dolgo pričakovano energetsko obnovo, ki bo prinesla boljše pogoje tako za zaposlene kot občinstvo. O športu pa več, Peter Habjanič. Na svetovnem prvenstvu v hokeju, kjer si je Slovenija zmago proti Franciji s 3-1 zagotovila obstanek v elitni skupini, tekmica je izpadla, je prvi poraz doživela Kanada. Finska je bila boljša v izvajanju kazenskih strelov, potem ko sta se redni del in podaljšek končala z 1-1. V drugi skupini si je obstanek zagotovila Norveška, z 1-0 je premagala Madžarsko. Slednji ali Kazahstanu preti selitev v drugi kakovostni razred. Smo že pri vremenu, o vremenu Vanja Borovac. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetne še v severni polovici države. Čez dan bo zapihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na jugovzhodu do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor 14 stopinj Celzija, Ljubljana 16, Ptuj 16, Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota 13, Radence 14, Celje 15, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 20 in Kredarica 2 stopinje Celzija. Promet. Previdno zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljem in Slovenskimi Konjicami. Proti Mariboru je zamuda približno 10 minut. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani na posameznih odsekih zaradi jutranje prometne konice. Karkoli novega opazite, pokličite, sporočite na naš prometni telefon. Srečno in varno pot. O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25. Pokrovitelj prometnih informacij je Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11 Maribor. Bili so zraven in bodo spet. Nekdanji radijke in radijci v parih.
Ja, zanimivo torkovo prebujanje. Irena, povej mi si kaj jezna, glede na to, da vsi počnemo kaj v novicah, ne, tebe pa čisto izključimo in te postavimo na stran. Jaz tako lepo počivam na kavču v tistem času, prav udoben je, skratka, ni mi hudega. No, zato ti pa damo malce več besede potem, ne, v tej naši rubriki, pa jaz malce bolj utihnem. Ampak še zmeraj v najni družbi bivši sodelavci, še pred zadnjič danes. Še pred zadnjič danes, tako. Pred zadnja v nizu sta draga kolega Vanja Borovac in Peter Habjanič. Pic, kako je s tem tvojim vzdevkom? Lahko dodam temu nekaj še? Ja, prosim. Tako kot pri poročilih in posod šport in kultura na koncu. Tako, ja, po svoje pa res. Ampak res, Peter, Pic, kdaj se te je prijel ta vzdevek? To pa je... Je dolga zgodba ali daleč nazaj? Daleč nazaj. Je kakorkoli povezana z radijem? Gimnazijo. Ja, ne, nič z radijem. Takrat je bilo pač moderno, smo si dali te nadimke. Moj sošolec recimo je bil Vlado Krejač in takrat je dobil on tudi nadimek Uha, ne. Potem so ga vsi poznali. Meni, ne vem, kdo mi je dal Pic, bilo je to že v prvem razredu gimnazije, ja. Ampak dobro se je prijelo, ne? Ampak Pic iz Peter, ne, Peci doma, od malega. In Pic, ne, to je, se je dodalo, ja. Še se danes drži? Pic, ja. Peci pa samo v družini. Vanja, ti si ostala čist korektna pri svojem imenu, Vanja Borovac, nikoli vzdevkov, ampak Vanja, morda pa ena taka osebnejša stvar povezana s tabo. Smo se tudi prej pogovarjali, pa smo rekli, morda istočnica za kakšno anekdoto ali tudi za kakšno pojasnilo. Vanja, ti imaš namreč disleksijo, črke plešajo, ko ti prebiraš in si prej povedala eno zanimivo stvar. Kako je šlo zdaj pri vremenu, no? Pravzaprav sem presenečena sama nad sabo, ne? Da je relativno dobro šlo, čeprav bi lektorica sigurno vedela povedati, ne vem, če znam še pravilno poudarjati pravilne besede, ampak sem se kar znašla. Sem pa seveda prej potrenirala, ko ste vi brali, sem jaz gor pa dol, iskala besede, ki so bolj komplicirane, ki me zaustavijo. Hecno je bilo. Jaz sem že v prvem razredu osnovne šole imela inštruktorico branja, tako da začela sem s tem svojim področjem, kasneje se namreč skozi s tem ukvarjala. Ne? Preprosto moji možgančki niso povezali črke in glasu in za treningom se je tudi to vzpostavilo in poglejte me zdaj. Pa so to kdaj vedeli nadrejeni? Ne, pravzaprav ne. Nisem se hvalila s tem. Ni te pa tudi nikoli prav zares oviralo pri delu, recimo? Zato, ker sem recimo v besedilih tolikokrat na glas prebrala, da sem videla, katera beseda mi ne gre, pa sem jo zamenjala. Tudi jaz zdaj prvič slišim, da si imela to napako. Ja, nisem govorila, ne. Ja. Ne. Zato, ker pač sem se sramovala, da naberem tako gladko, kot vsi ostali. A se je kdaj, recimo, Pic, tebi, jaz se včasih res čudim in občudujem športne reporterje, recimo, ki prenašajo neke tekme, ki ves čas govorijo, žuborijo, ves čas opisujejo, kar vidijo, mislim, nikoli jim ne zmanjka besed. To z menoj ni ta problem, tega jaz ne poznam. Jaz sem večkrat tiho, bolj kot pa da bi poudarjal, pa govoril veliko, ampak ko je bila tekma, pa se ne smeš ustaviti. Kaj pa podatki, kje jih dobiš? Ne vemo, da reporterji so imeli kakšne znamenite knjižice, beležke, v katerih je bilo zapisano 1001 stvar. Ja, to še posebej je bilo to pomembno pri prenosi Zlate lisice. Tam si imel podatkov na kilometre. Pri nogometu pa prehitro gre in v začetku sem to napako naredil. Pri prvih prenosih sem si hotel napisati čim več, pa to, ampak nimaš časa, da bi to pogledal. Ne? Ti moraš tekmo gledati in takrat govoriti na pamet. Moraš pa ogromno vedeti. Ne? Sej to je to. Igralce poznati, njihove lastnosti, rezultate prejšnjih tekm. Ampak to pride, z leti pride tega ogromno. Skačem v besedo. Ne? Ampak hočem reči, res je, Pic, noben prenos, nobena oddaja, noben prispevek, nič se ne naredi samo. Ne? Na vse se je treba pravzaprav pripraviti. Za nekatere stvari celo ekstremno dobro. In
travma, ki je bila, ne, mora, nočna mora, kaj če mi bo zmanjkalo besed, ne. Če ne bom se ustavil in ne bom znal naprej več, ne, to so kar bile muke včasih. V začetku, ne, potem ne več. Sej medici, to smo se tudi enkrat pred kratkim pogovarjali, imamo neke zanimive nočne more povezane s poklicem. Vanja, ti prikimavaš, si imela ti kakšno značilno nočno moro, pa da vidiva, če je podobna moji? Ena stvar je biti točen, ker pač tu moraš biti točen, to recimo se mi je dostikrat sanjalo, da mi je kaj pobegnilo, naprimer. Potem pa, moja nočna mora so bile izgovorjave, ne. Torej, to so najbolj občutili na televiziji, ko sem ne vem kolikokrat ponavljala svoje ofe v živo. Tako da ja. Ni brez bolečin ta poklic. Pa prva leta v penziji te po noči mori, ker jaz sem delal zadnja leta potem tu v poročilih. In da je ura že točna, jaz pa nimam novic napisano. Vidiš, to je tudi moja nočna mora, pa nikoli nisem brala recimo novic. Dobro, dnevnik vodila nekoč, ko je bilo delo še tako organizirano. Moja nočna mora je tudi bila, ura je pik, jaz pa nimam nikjer teksta za prebrati. Listek se pa je zgubil naenkrat. Točno. In ga ni bilo tam, kjer bi moral biti. Ja. Zanimive te poklicne nočne more, ne? Ki si jih marsikdo morda ne predstavlja, ali jih pa doživljam drugače, ne? V realnosti pa na srečo to se nikoli ni zgodilo. Tako še vsa sreča, ampak so pa tudi anekdote povezane, ne? Vanja, še ena zanimiva, ti imaš 3 otroke, ne? Tako. So se kdaj znašli tudi na radiju, tudi v studiu, ob nepravem času? Ja, tako je, ne? Vrtci se končajo ob 4, ne? Mami vodi poročila in vmes ni bilo varstva in kaj pa zdaj, sem jih prepeljala s seboj. Seveda, papirji, liski, bomo risali, bomo to lepo, ne? Ampak nik zanima, kaj mamica dela, ne? In jaz, že tako sem bila nervozna, kadar sem vodila dnevnik, in na lepem se odprejo tista rdeča kovinska vrata, ki so tudi zaropotala, to jih zdaj na srečo ni več. In najprej pogleda Sergej, punčke vzadej, jaz pa mislim, da sem najbolj črn pogled jim namenila, ne. Tako da so se kar, ko bi rekla, skenirali pri miru, obstali, ne. In so šli potem počasi ven in potem, ko je bila pauza, sem pač ko vmes kakšne reklame, ne, zavrtimo ali oziroma posnetke, nekaj lepo prosim nazaj. Sej, vaju tudi, ne, Peter, Vanja, druži tak, bom rekla, neposredno en košček vajne službe, ne poti. Vanja, vemo, ti si se potem zaposlila kot predstavnica za stike, odnose z javnostjo na Univerzi v Mariboru, ampak Peter, ti si pa tudi bil en čas PR pri eni mariborski firmi, če rečem temu. Tako, ja, to veliki firmi, metalni. Prepričal me nekdo, da je to super nova stvar, PR-stvo, in obljubljenost ni imel, da bom pripravil za njih ob neki obletnici film o vseh gradbiščih v svetu. Jasno, to je bila za mene takrat velik izziv je bil to. In sem si rekel, zakaj pa ne, treba poskusiti tudi to. No, pa iz tega ni bilo nič in že po par mesecih sem se vrnil nazaj. Ne. Ti si se vrnil v novinarstvo, Vanja, ti nikoli? Pravzaprav to čisto ni res. Jaz sem vedno pisala. Jaz sem pravzaprav nisem nikoli sanjala o radiju in televiziji. Jaz sem si predstavljala kot otrok, da bom časopisna novinarka. In sem se tudi učila v času študija fotografiranja in sem ful uživala in še vedno uživam v fotografiranju. Tako da sem se kasneje vrnila na nek način, čeprav v bistvu spet v obliki PR-ovstva. Zadnja leta sem na Univerzi v Mariboru delala revijo, Univerzitetna revija se je imenovala, Univerzum, kjer sem spet zbirala to, kar sem delala na radiju in na televiziji, kaj naši znanstveniki počnejo, kaj novega so naredili, kaj novega se je zgodilo v svetu, kak je portret kakšnega znanstvenika. Pisala sem portrete za revijo Mariborčan, ko še obstajala. Tako da sem v bistvu skozi pomalem pisala. To je pač moje veselje. Tako. Kristjan, jaz predlagam, da greva zdaj na glasbo. Po Petrovem izboru bomo pa jo zavrteli kot zaključno, kot skladbo za slovo, glede na to, da smo danes
rahlo modificirali shemo. Zakaj pa ne? Pa verjamem, da nam naši poslušalci ne bodo zamerili. Tako da si privoščimo, kot rečeno, kakšno skladbo, potem pa nadaljujemo. Še nekaj tem imamo. Dan je izbran, a vsak trenutek poseben je, ker te poznam. Res ne vem, naj povem, povezavo čutim zdaj, ne dam te več nazaj. Nehote se mi s tem, da sedaj tudi ti čutiš nekaj, kar tli. Oh yeah, dej se prepusti glasbi. Živim na način, da vsak občutek urimo takoj pretopim. Vsak navdih, vrne stih, ritem naj zapelje te, kamor si želi srce. Nehote se mi s tem, da sedaj tudi ti čutiš nekaj, kar tli. Oh yeah, dej se prepusti glasbi tej, da boli te skupaj greva naprej. Veš, ta song je le zate, zdaj je čas, da ti povem. Sonce vstaja, ne zahaja, odkar napisam ta refren. Slija melodijo, zgodbo, ki te zasvoji. Zdaj živijo prav vsi, koliko pomeniš mi. Trenutek je prvi žarek del, ja je tam, kjer korak te popelje zdaj. Kamor si želiš, zrimo se stopiš, kjer ti melodija da vse, kar sploh lahko dobiš. Da vse, kar sploh lahko dobiš. Veš, ta song je le zate, zdaj je čas, da ti povem. Sonce vstaja, ne zahaja, odkar napisam ta refren. Slija melodijo, zgodbo, ki te zasvoji. Zdaj živijo prav vsi, koliko pomeniš mi. Veš, ta song je le zate, zdaj je čas, da ti povem. Sonce vstaja, ne zahaja, odkar napisam ta refren. Slija melodijo, zgodbo, ki te zasvoji. Zdaj živijo prav vsi, koliko pomeniš mi. Bili so zraven in bodo spet. Nekdanji radijke in radijci V parih. Veliko zanimivega imamo za povedati z našimi bivšimi sodelavci. Vanja Borovac in Peter Habjanič danes v naši družbi, oziroma bolj znani Pic, za vse tiste, ki ga poznate pod tem nadimkom. Nemčije se še moramo malce dotakniti, dopisništva v Nemčiji. Najbrž spet neko novo doživetje, nekaj čisto drugačnega, kot je človek vajen do takrat. Dobro primerjavo imam. Jaz sem takrat na koncu, ko sem prej omenil, prenašal Maribor tudi, ko je ta posnetek, in Maribor je prišel v Ligo prvakov. Više ni mogel priti. In sem rekel, zakaj bi zdaj se še jaz z njimi ukvarjal, vse več kot so dosegli, ne morejo več, daj zdaj malo za sebe poskrbi, In mene je dopisništvo tujina vedno mikala. Jaz sem že takoj po študiju o tem razmišljal, bil v nekih pogovorih s Tanjugom, ampak iz tega ni bilo nič. No, tukaj pa, moram reči, čisto slučajno, bil sem v Ljubljani pri dobrem prijatelju Kingu, ki je bil šef kadrovske službe, in vidim tam pri njemu na steni oglas za mesto dopisnika v Berlinu. Leta 2000?
Ja, no to je bilo, 2000 je bil ta oglas, ker 2001 sem potem štartal. In ga vprašam, kaj je to. Je rekel, kaj te zanima, samo danes je še rok za prijavo. In sem takoj napisal prijavo in prepričan, da ne bo nič iz tega, ker v Ljubljani je tukaj množica zunanje političnih novinarjev. Jaz se nikoli prej nisem tako z zunanjo politiko ukvarjal. Na Radio Maribor sem delal to oddajo za Koroško, Slovence na Koroškem. To je bilo tudi vse, kar sem s tujino delal do takrat, ne, ampak nekako je zneslo, ne. Spomnim se tvoje poslovilne zakuske, preden si šel. Si se mi zdel takrat rahlo otožen, ker si vedel, da za 4 leta odhajaš neko metropolo, tu vendar le ta Maribor, ki ga imaš rad, ki je tvoj. No, ta odločitev je bila stresna, bolj kot tekma nogometna. In ko sem prišel v Berlin, prvi mesec, 2, ne, jaz sem se vsako jutro v ogledalo, ko sem se bril, spraševal, a je bilo ti to treba. Ampak potrpiš, pa potem pa... Ampak bila je ena velika izkušnja, pomembna izkušnja. Neverjetna, življenjska izkušnja. Ne. To bi priporočal marsikomu, še tu vidiš, kaj je pravo novinarsko delo. Ne. Ko se moraš res daleč od doma, daleč od prijateljev znajti v vseh situacijah. In vseh, ko gledamo dopisnike, res garajo. Ne. Dan in noč morajo biti dosegljivi. Ne. Za radio, za televizijo. In na razpolago moraš biti 24 ur. Ni tisto, greš domov, pa bom jutri dalje. Ne. Taki dogodek smo imel, ker 11.2001 torej 11. september. 11. september, napad v New Yorku. In jaz sem bil na poti v Berlin, to je ponedeljek je bil, moral sem še v Ljubljani nekaj urediti zadeve in se peljem v Berlin in slišim po radiju to novico. Seveda so me tudi takoj klicali in med potjo sem se moral staviti in dati prve odzive. Ja, tako da so dobesedno si se moral vreči v morje takoj. In plavati. Tako. Vroča vaja takoj in prav zaresna. Vanja, s tabo se pa zdaj dotaknemo današnjega dne, 20. maj je Svetovni dan čebel in tudi ti imaš posredno prste vmes. Ja. Prej smo omenjali tiste 3 otroke, ki so stopili v studio, eden izmed njih je tu odigral pomembno vlogo. Tako, moja ta srednja hčerka Saša Jurečko živi v New Yorku, zdaj že drugi mandat. Je namestnica veleposlanika v našem predstavništvu za Združene narode in v prvem mandatu je dobila za nalogo, da v imenu Zveze čebelarjev Slovenije da to pobudo prenese v organe Združenih narodov, kar je tudi uspelo. In ko je odhajala z prvega mandata domov, sem rekla, vidiš, si lahko srečna, redko kdo gre z New Yorka s tako velikim projektom, kot je recimo bil ta Svetovni dan čebel. Tako zanimive, pomembne zgodbe, ki jih ne bi slišali, če ne bi vzpostavili te oddaje. Res je. Tako. Je pa nažalost tudi res, da se ta oddaja počasi poslavlja. Predzadnja je bila danes. Tudi današnja. Hitro moramo zaključiti, nova je že tik za ovinkom. Res je. Tako da sem vesela, da ste prišla v najino družbo, v našo družbo, naših poslušalcev, vsi tisti, ki ste morda obudili malce spomine tudi na vajina leta in delo na Radio Maribor. Tako, hvala tudi vam. Tako, draga Vanja Borovac, hvala lepa. Dragi Peter Habjanič, tako z največjim veseljem in seveda zdaj pa tvoja skladba za na konec. Peter, kaj bomo poslušali po tvojem izboru? Ja, predlagal sem nekaj iz Berlina in to čas, ki se zgleda, kot kaže, znova vrača. Pred fašistično obdobje, pred vojno. Ampak s tako pesmijo bomo tudi to rešili. Tako, naj to skladba in njen kontekst v bistvu razložita še vse ostalo. Kabaret, Lajzo Meneli. Hvala obema. Bodimo skupaj. Ob torkih ob 8:30. 80 let Radia Maribor.